Midva sva pravite, stripe naj zanima, kako se to sploh pol naredi. Ja, to je zdaj tako. Včasih smo to delali na papir, danes pa delamo to že digitalno. Se pravi, s pomočjo takele tablice, ki stvari močno olajša. No, ko so enkrat okvirčki postavljeni, je čas, da se dobiva z Boštjanom in to potem narediva zgodbo, ne? Oziroma Boštjan mi govori, kaj naj se pojavi v določenem kadru. Potem je zelo na grobo, to je res na grobo. Naredim samo glavo od pilkota in trup in tako. Boštjan reče, ne vem, pilko pokliče Čopko in ji pove, ne vem, Čopka, hitro prižgi televizor. In si takole naskiciram. Boštjan mi reče, on jo pokliče po telefonu, ne, on dišem telefon, gleda TV, pa še šnofi naj bo zraven, mi reče, ne, in na hitro naskiciram še šnofje, recimo od zadaj, z ušesi gor, tako da se ve. Potem Boštjan reče, v naslednjem kadru se Čopka javi na telefon in na hitro naskiciram Čopko spet tudi s telefonom, ne. Tukaj zdaj ni pomemben, koliko so lepi liki. Tukaj je zelo pomemben zdaj samo, da je prostorsko vse urejeno, da so oblački prav razporejeni. No, ko je enkrat skica narejena in je takole na grobo vse določeno, kaj bo tekst, kako veliki bojo oblački, kje se bojo karakteri pojavljali, kako bojo razdeljeni vsi kadri, potem se lahko spravim na tuširanje, se pravi, to pa je detaljirano risanje stripa. No, in tako je šlo kader za kadrom, dokler ni celoten strip porisan, kakor je skica tudi veleva, ne. In recimo, če si kar približam tole bolj, si izberem tukaj eno barvo za kožo in začnem kar enostavno s čopičem barvati posod, ki bo koža. Takole. Takole. Potem se lahko lotim čopke. Zdaj je še šnofi tukaj, recimo tukaj imaš še tole značko. Tako izkoristim belo barvo ozadja. Jezik je rdeč. Majce, na primer, pobarvam, no, zdaj se vse pobarvam. Potem, ko je vse pobarvano, se lahko lotim senčanja. Senčanje je tudi pomembno zato, da se, recimo, junaki bolj ločijo od ozadja, ker so oni v ospredju. Izberem si, recimo, senčil bom z modro barvo in začnem senčati. No, evo, in takole izgleda cel strip, ko je posenčen. A smo zdaj že pri koncu? Ja, to je zdaj to. Zdaj je treba samo še poslati urednici, da ona še ta zadnjo verzijo pregleda. Kako pa se ti pol to počutiš, ko vidiš svoj strip v reviji? Ja, ker imam veliko projektov in jih veliko delam takole digitalno, je dejansko ful fajn občutek, ko dobiš nekaj takole na papirju, tako prav, da lahko v roko primeš in potem pa če še zaveš, da to veliko otrok prebere in da jim je všeč, je pa to sploh fajn občutek. Če bi te jaz prosila, bi lahko naju z Jakotom narisati, tako kot dva firpcologa? Ja, lahko, samo se moram tako malo postaviti, da vidim, ne, da lahko narišem lažje. Takole najprej malo na grobo narišem. Potem vaja pobarvam, pomečka naredim, da sta malo bolj frajerska. O ja, ful dober, super. Ja, super.